policiji sem zaposlen od leta 1992, v kriminalistični policiji delam od leta 2000. Delal sem kot kriminalist, vodja skupine, pomočnik vodje oddelka in sedaj sem 6 let tukaj vodja oddelka za poslovni in javni sektor na sektor za gospodarsko kriminaliteto uprave kriminalistične policije. Slovenska policija na področju odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete deluje na 3 nivojih. To pomeni na lokalnem nivoju, kjer kazniva dejanja odkrivajo in preiskujejo policijske postaje, potem na regijskem nivoju, kjer na tem področju delajo oddelki za gospodarsko kriminaliteto v sektorjih kriminalistične policije na 8 policijskih upravah, ter na državnem nivoju, to je v sektorju za gospodarsko kriminaliteto in na državni enoti za preiskovanje, to pomeni nacionalnem preiskovalnem uradu. V kriminalistični policiji dela na tem področju cirka 220 kriminalistov. V kriminalistični policiji je za vse novo zaposlene kriminaliste eno od temeljnih usposabljanj in izobraževanj tako imenovani kriminalistični tečaj. Na tem tečaju udeleženci dobijo vsa osnovna vedenja in znanja, tako teoretična kot praktična, za področje preiskovanja kriminalitete. Sicer se pa za vse policiste na policijskih postajah in kriminaliste izvajajo tako imenovana usposabljanja, tako individualna kot specialistična, tako skupinska, znotraj policije, v zunanjih inštitucijah in tudi v tujini. Znotraj policije izvajamo osnovna usposabljanja in specialistična, nadaljevalna, na aktualnih področjih dela, kot na primer obravnava stečajne kriminalitete, davčne kriminalitete, pranje denarja, korupcijske kriminalitete, področje javnega naročanja, poraba evropskih sredstev, pranje denarja, finančne preiskave, virtualne valute, zlorabe v zdravstvu in podobno. Zelo pomembno je tudi samo izobraževanje in seveda pa se znanje najbolj nadgrajuje z obravnavo konkretnih primerov. Najpomembnejše je poznavanje materialnega in procesnega kazenskega prava, glede na konkretne primere pa tudi vso drugo področno zakonodajo. Kot primeroma zakonodaja z področja delovanja gospodarskih družb, stečajna zakonodaja, davčna zakonodaja, zakonodaja z področja javnega naročja, porabe evropskih sredstev, korupcije, varstva konkurence, intelektualne lastnine, vrednostnih papirjev, bančne zakonodaje, revizije in vse ostalo glede na okoliščine posameznega primera. Zelo pomembno bi pa poudaril tudi je seveda poznavanje osnovnih policijskih pooblastil, v katerih pa se seveda priučijo kandidati na tako imenovanem kriminalističnem tečaju. Tako kot pri vseh kaznivih dejanjih se tudi v teh zadevah najpogosteje predkazenski postopek začne na podlagi neke konkretne prijave, torej ko so podani razlogi za sum storitev uradno pregonljivega kaznivega dejanja. Policist kriminalist zadevo ustrezno evidentira, pripravi plan dela, o prejemu takšne prijave obvešča pristojnega državnega tožilca, ki praviloma v teh primerih tudi usmerja predkazenski postopek. Temeljna pravila pri obravnavi so seveda zbiranje obvestil, kot na primer razgovorov od oseb, ki lahko dajo koristne podatke, zaslišanje osumljencev, pridobivanje dokaznega gradiva, to pomeni dokumentacije in drugih podatkov, ki so pomembne za morebitni nadaljnji kazenski postopek. Vse to gradivo in zbrano obvestilo je potrebno ustrezno analizirati, ovrednotiti in na podlagi tega narediti neke zaključke, ki se lahko rezultirajo v podanih predlogih za izvedbo določenih preiskovalnih opravil, po odredbi sodišča, kot na primer podaja pobud za hišne preiskave, za pridobitev prometa na transakcijskih računih, za izvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov, pridobitev podatkov iz tujine, zaseg in zavarovanje elektronskih naprav in podatkov, v okviru predkazenskih postopkov pa se izvajajo tudi finančne preiskave. Po posamezni zadevi lahko dela eden ali več kriminalistov, odvisno od okoliščin posameznega primera. V obsežnejših zadevah, kjer so vključeni tudi drugi pristojni organi in institucije, je možna oblika dela tudi v okviru specializiranih preiskovalnih skupin, ki jih odredi državni tožilec, ali v okviru tako imenovanih skupnih preiskovalnih skupin, ko gre za primere v mednarodnem okolju, to so tako imenovani GT. Policija glede na okoliščine posameznega primera pridobuje podatke in sodeluje z vsemi pristojnimi nadzornimi organi in institucijami, kot na primer s Finančno upravo Republike Slovenije, Uradom za preprečevanje pranja denarja,
Komisijo za preprečevanje korupcije, Računskim sodiščem, Združenjem bank in drugimi. Z določenimi izmed njih ima policija sklenjene tudi sporazume o sodelovanju z namenom učinkovitejšega sodelovanja. Te organe vključujemo tudi v usposabljanje in izobraževanja, ki jih izvajamo v policiji. Poudariti pa moram, da predkazenske postopke praviloma usmerjajo pristojni državni tožilci, katere policija o zbranih ugotovitvah obvešča na podlagi kazenske ovadbe, torej s kazensko ovadbo, kadar je podan utemeljen sum, ali s poročilom, kadar suma ni moč utemeljiti. Dejansko gre za kombinacijo tako dela v pisarni kot na terenu, čeprav je res, da praviloma večji del tega predstavlja delo v pisarni. Namreč tam je treba zbrana obvestila, dokumentacijo in druge dokaze ustrezno pregledati, urednotiti, zanalizirati, vsa dejanja pa tudi ustrezno dokumentirati in pripraviti ustrezne zaključke, kot na primer določene pobude, ki se lahko rezultirajo tudi potem v nadaljevanju z delom na terenu. Vsa ta zbiranja obvestil in pridobivanje dokumentacije pa seveda potem izvajamo na terenu. Na tem področju dela uporabljamo tipizirano opremo tako kot vsi ostali policisti in kriminalisti. V večji meri smo seveda odvisni od ustrezne računalniške opreme, določenih analitičnih orodij. Seveda pa ima vsak policist in kriminalist tudi na tem področju dodeljeno osebno orožitev in prisilna sredstva v osebni zadolžitvi. Omenil bi še, da vsa ta znanja in veščine glede uporabe prisilnih sredstev, samoobrambe in podobno policisti in kriminalisti dobijo v teh osnovnih začetnih usposabljanjih za pridobitev poklica policista, kriminalista. Res je, da je delo lahko zelo zahtevno, ampak ponuja pa številne izzive. Pri delu spoznavamo različne pristojnosti drugih organov, pristojne osebe iz teh organov, tako v Sloveniji kot v tujini. Vseskozi se srečujemo z različnimi področji dela, tako znotraj gospodarstva kot negospodarstva. Glede na to, da je pa področje dela zelo veliko, je možnosti osebnega razvoja in nadgradnje znanj zelo velika. Najprej bi poudaril pomen ustrezne želje, motivacije za delo na področju odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete. Seveda je zelo pomembna izobrazba, pravne, ekonomske ali tudi druge ustrezne smeri, ter zaželene izkušnje na prej omenjenih področjih dela. Slednje izkušnje lahko odločilno pripomorejo k uspešnejšemu in učinkovitejšemu delu posameznikov in seveda celotnega organa. Pomembno pa je tudi dobro poznavanje policijskih pooblastil, s katerimi pooblaščena uradna oseba, policist ali kriminalist, izvršuje to svoje poslanstvo. Ta znanja pa bodoči kandidati za delo v policiji pridobijo v okviru vseh teh izobraževalnih postopkov in postopkov usposabljanja.